Počaščen sem, da vam lahko predstavim današnje sogovornike. Ladies first, profesorica doktorica Maja Klun, prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani. Prvi si lahko izberete sedež, kjer želite. Potem magistrica Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. Gospa Šmuc mora zaradi obveznosti, ki sledijo, malce prej zapustiti naš pogovor, tam nekje okrog 10:30. Ko boste želeli oditi, odidite. Potem gospod Andrej Božič, menedžer, izjemno izkušen slovenski podjetnik in zdaj član uprave Slovenskega državnega holdinga. In ker seveda en Igor ni nikoli dovolj, profesor dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani. Zdaj, naslov tega pogovora je pozitivni šok sodelovanja med javno upravo in gospodarstvom. Skratka se bomo ne glede na širino teme poskušali omejiti zlasti na javno upravo. Profesor je govorno že ogret, tako da bomo začeli z drugimi. Pa tudi glede na to, da zdaj ste rekli, da pravzaprav ne proslavljamo le 100. obletnice, ampak v bistvu 400. obletnico, potrebujete malce zadihati, ker nekdo, ki predstavlja 400-letno inštitucijo, potrebuje malce več počitka po enem daljšem govoru. Ampak zdaj začnimo morda s tem vprašanjem javno upravo in izkušnje z javno upravo. Seveda v bistvu čutimo kot državljani, kot posamezniki in zdaj preden se lotimo bolj strokovnega dela, me zanima, profesorica Klun, kakšne so pa vaše osebne izkušnje z javno upravo, na katerih morda tudi strokovno razmišljate o tem, kako bi to javno upravo pozitivno šokirali? Ja, hvala za besedo. Jaz bi to povedala z enim primerom, tako, najlažje je tako povedati. Recimo pred leti sem sodelovala v enem projektu o odpravi administrativnih ovir, pa izgleda tako približno, da smo ugotovili, da velja en zakon še iz prve polovice prejšnjega stoletja. To je Murphyjev zakon. Ja, ne, ni bil ta, ki zahteva, da če v delovnem prostoru deluje več kot 20 ljudi, mora biti v kotu pljuvalnik. In zdaj si predstavljate, in to velja, da ne bo pomote, 10 let nazaj. Se pravi, zdaj imate dve možnosti, da ko pride k vam inšpektor, da reče, ok, se umivalnik je tudi lahko pljuvalnik, ker ga imamo v vsaki predavalnici, hvala Bogu, lahko pa reče, to ni podobno pljuvalniku, pa kaj pa zdaj? In to je to, kar hočem povedati, tri stvari iz tega. Prvo, včasih so predpisi neživljenjski in je to tisti negativni šok, ki ga vsi doživljamo v stiku z javno upravo. Pozitivni šok pa delamo ljudje v javni upravi. Se pravi, hočemo narediti to izkušnjo življenjsko in biti prijazni. Na koncu se vedno konča in začne pri človeku, s katerim imaš opravka, ko prideš v javno upravo. In to je tisto, kar bi hotel povedati. Dobro izhodišče, čeprav zdaj nauk te zgodbi bi lahko bil, da se je tudi že prej nekoč kar veliko pljuvalo, če so pač pljuvalniki morali biti. Zdaj se to seveda počne bolj elektronsko. Magistrica Šmuc, kakšne so vaše osebne izkušnje z javno upravo, na katerih tudi temeljite vaše razmišljanje o tem širokem vesolju, o katerem bomo govorili? Te izkušnje so zelo raznolike, kot jih ima zagotovo tudi vsak od nas, tudi vsak javni uslužbenec ima pozitivne in negativne izkušnje. Ena od recimo presenečenj zadnjega časa je, da smo imeli nedolgo tega na Ministrstvu za zunanje zadeve sestanek sklican ob 8:30 in bila celotna ekipa, in to ne zjutraj, zvečer. Bila zvečer in je bila celotna ekipa, ki je bila vezana na projekt, v katerem tudi mi sodelujemo tam in izjemno motivirana, kot da bi bili pravzaprav zjutraj sveži prišli. Tako da to je sigurno ena od takih stvari in ki ni na koncu tako nenavadna. Se pravi, je zelo veliko ljudi, ki so izjemno zagnani v javni upravi in na tiste se naslanjamo. Z vidika gospodarstva pa običajno opozarjamo na tista drugi del. Slovenija ima bistveno več zaposlenih v javnem sektorju kot primerljive države. Mi imamo recimo približno 18% vseh zaposlenih je v javnem sektorju, Nemčija ima okrog 11%, Češka recimo 15%, kar pomeni, da mi izjemno veliko investiramo v javno upravo
In potem, ko kot gospodarstvenik pogledaš, rečeš, ok, kaj dobimo za to ven, a ne? Ker to so družbene storitve. In v tem outputu imamo pa potem težave, ker ta output ni nadpovprečen, če je vložek nadpovprečen, ne? Zato se mi tako zdi, da pogrešamo eno tisto osnovno miselnost, kot jo je dr. Klunova v bistvu izpostavila, da bi vsak, ki dela v javni upravi, se na koncu delovnega dneva moral vprašati, komu sem danes pomagal, ker zato si tam. Ne? Razen sebi. Recimo, ne? Ampak v bistvu je, komu sem danes pomagal, ker v javni sektor smo dali vse tiste vsebine, za katere se nam kot družba zdi, da so prepomembne, da bi jih prepuščali nečemu tako posvetnemu, kot je gospodarstvo. Ne? Torej nekaj, kjer želimo, da vsi skupaj prispevamo, da poskrbimo, da tveganje ni, ali boš preživel ali ne, ali boš imel plačo ali ne. Torej vsi skupaj bomo dali za to, da ti nimaš te bojazni, ampak zato pa nekaj pričakujemo na drugi strani. In če potem kot en negativen recimo povem, ker bo to zagotovo tudi eno od vprašanj, za gospodarstvo so zelo problematične vse stvari, ki so vezane na pridobivanje kakršnih koli dovoljenj, ne. Zelo redke so recimo upravne enote, kjer stvari res vrhunsko funkcionirajo. Ampak moj osebni primer, recimo vloženo imamo za gradbeno dovoljenje, ne. Po enem mesecu, ko ni bilo nobenega govora nazaj, pač pokličeš tistega uradnika in vprašaš, kdaj pa lahko pričakujemo, in naivno vprašam tudi malo, kakšen je pa zakonski rok, in mi gospod pove, gospa, zakonski rok je 2 meseca, ampak vi prej v 6 mesecih ga ne boste dobila, ne. Zakaj pa ne? Koliko jih je še pred vami? Se rekla, pa koliko časa pa traja, da eno gradbeno dovoljenje izdate, če imamo vse smo šli, vse, se pravi, celoten paket, pa 30 ur, mi samo pišemo gradbeno dovoljenje 4 ure. In se vprašaš, v 30 urah ti montažno hišo postavijo. V 3 dneh je montažna hiša postavljena pred tvojo hišo. Kaj lahko nekdo dela 30 ur s papirji, ki ima vse na mizi? In to je vprašanje za javno upravo, se pravi, koliko časa je namenjeno izvedbi zelo osnovnih stvari, ki jih državljani ali podjetja pričakujemo od javne uprave, koliko časa si posameznik vzame in kako je proces nastavljen, da je lahko tako dolg. In potem pridemo tudi do recimo predpisov, ki so bili že omenjeni. In kdo bo to spreminjal? Tisti, ki to delajo. Tisti mora biti v tem. Gospod Smulj, seveda bi se radi pogovarjali predvsem vsebini, ampak ko ste rekli, ne, ta nesorazmerno visok odstotek zaposlenih v javni upravi, zdaj nekateri to razlagajo kot seveda posledica majhne države. Češka je precej večja, Nemčija je zlasti precej večja, pač ker smo majhna država z vsemi institucijami, ki jih potrebujemo, je to na nek način logično, ali je to recimo tudi neko malce preveč zgodovinsko gledanje na to? Ja, mislim, da bi lahko pogledali tudi po drugih majhnih državah, ki nimajo takega razmerja. Tiste so pa premajhne. Tiste smo pa premajhne, ja. V bistvu ne gre za vprašanje niti koliko ljudi je, dejansko gre za kakšna je učinkovitost, ne, in kaj iz tega dejansko dobimo. V izobraževanje recimo v povprečju vlagamo več, oziroma smo do leta 2016, ne vem, kakšni so trenutno podatki, procentualno v BDP-ju več kot recimo primerljive države, ne. In imamo kvalitetno izobraževanje, hkrati pa pol postavimo sistem, v katerem pa najbolj izobražene ljudi spodbujamo, da gredo ven, ne. Mi imamo zelo veliko nedorečenosti v celotnem sistemu, kako smo se kot družba ga zastavili, ampak če danes govorimo pretežno vezano na javno upravo, še enkrat ne, v gospodarstvo brez dobro delujoče javne uprave ne more funkcionirati. Javna uprava pa si ne more nič na kruh namazati, če gospodarstvo ne deluje. Torej, mi smo povezani, smo ista zgodba, ne. Kar nas seveda spravlja pa dostikrat v obup pa je, da je na eni strani možno izpogajati neverjetne velike ugodnosti v enem sektorju, za katerega se račun izstavi drugemu sektorju, ki se zaradi tega slabše razvija. In ob tem, če govorimo recimo o zviševanju plač, nikoli ne slišimo o zviševanju plač v javnem sektorju, kaj bo zaradi tega bolje, ampak samo pravico imamo. Ko v zasebnem sektorju govorimo o dvigovanju plač, se točno ve, da bo do vsakega delavca bo prišla ena številka, koliko je zaradi tega treba več, hitreje, bolje, pametneje narediti, zato ker ni čarobne formule, ni druge, ne. In zdi se, da ima en del slovenskih zaposlenih čarobno formulo, drugi del
pa plača to čarobno formulo. In v vmesnem nimamo tistega dela, da je zagotovilo, da več in bolje in hitreje bomo naredili, odpravili bomo 20.000 predpisov, da zmanjšali jih bomo za polovico, ker jih zagotovo 20.000 predpisov ne potrebujemo. In samo v zadnjem desetletju se je število predpisov v Sloveniji s 15.000 spravilo na 20.000. Ne rabimo javne uprave, ki je tam zato, da povečuje birokratiziranost. Ne rabimo je za to. Mi rabimo javno upravo, da olajšuje življenje državljanom in gospodarstvu. Dobro, vsekakor je treba vse potencijale, ki jih imamo v tej družbi, izkoristiti. Zdaj mislim tudi na mikrofone, ker imamo dva, tako da predlagam, da si pač mikrofone delimo pol-pol, po spolu recimo, če hočete. Profesor Pavič, kakšne so vaše izkušnje? Zdaj lepo je bilo slišati, da ste se v bistvu z javnim sektorjem tako identificirali, ne, v govoru. Mimo grede, ker ste omenili zgodovino, ne, veljalo je, zdaj lahko pa seveda tudi, da gre za fake historic news, ne, da v bistvu nek dober razvoj Slovenije od leta 1919 naprej je bil posledica tudi tega, da smo v bistvu imeli sorazmerno dobro pripravljene državne uradnike v primerjavi z drugimi deli nekdanje Jugoslavije, ki se je takrat združevala, in da je to bila tudi ena izmed primerjalnih prednosti. Ampak pustimo to, povejte nam nekaj o vaših izkušnjah z javno upravo. Jaz sem se zelo previdno umestil v to javno upravo, mislim z univerzo seveda, že prej sem omenil to občutljivo vprašanje avtonomije. Če mene sprašujete o mojih izkušnjah, še enkrat poudarjam, mi smo del javne uprave tudi, ne javnega sektorja, univerza. Naučili so me, da preden kogarkoli kritiziraš, ga moraš trikrat pohvaliti. Daj ne vem, a moram 3 pozitivne primere poiskati, pa ne vem, če imam 3 pozitivne primere, se hecam, ampak... V 100 letih boste že... ne, vi niste govorim o zadnjih 25 letih. Mogoče bi začel pa v končni fazi, imamo tudi evropsko javno upravo oziroma evropski prostor in recimo govorim zdaj o negativni izkušnji. Ni dolg nazaj, mogoče 14 dni, 3 tedne sem bil na nekem posvetu EU13, se pravi nove države Evropske unije in pa Nemčija. Seveda glavna tema je bila relativno zaostajanje teh držav na raziskovalnem področju pri črpanju evropskih sredstev, projektnih sredstev obzorja 2020. En dan smo se sami pogovarjali, pa smo se vse dogovorili, kaj smo, kje so težave, kje smo šibki. Drug dan so bili pa bruseljski uradniki z nami. In spomnim se razprave, jaz sem seveda precej glasen, kadar govorim o bruseljski birokraciji, in sem vprašal, mislim, da je pomočnik direktorja DG Research, gospod iz Avstrije, ne bom zdaj eksplicitno njegovo ime omenil, bilo je postavljeno vprašanje, zakaj so potrebne take kompleksne prijave, recimo za projekte obzorje 2020. Vemo, da so te prijave od 100 do 200 strani. In seveda to je ta moderator vprašal tega gospoda, jaz sem bil tiho tam nekje v publiki in tale Avstrijec je precej arogantno odgovoril v tem smislu, kaj pa mislite, da smo mi krivi, če vi ne znate dobre raziskovalne ideje spraviti na papir. To je bil prvi tak, rahlo nesramen odgovor. Seveda pol je začel še s tako razpravo, recimo, kaj pa mislite, da boste nekoga poklicali v Bruselj, pa boste dobili evropski projekt. Sem pa malo preveč, pa sem rekel, se oglasil k besedi in ga vprašal, da je to malo črno-belo gledanje, pa sem okoli obrnil. Sem rekel, se pravi, krivda je popolnoma na naši strani, da mi ne znamo pisati prijav, vi ste pa super v Bruslju, uspešnost je 5%, vsaka prijava tam do 200 strani. Sem rekel, a veste, koliko je to denarja in časa? Pa 5% uspešnost. In potem je bilo spet na to temo, ste vi krivi, nimate pojma, kako se to piše. Na koncu mi je rekel, kaj se pa prijavljate, če to zguba časa. Pa sem pa rekel, ok, pa obrnemo nazaj, a boste rekli, oziroma se pa jaz zdaj vprašam, kako ste pa vi z vašimi eksperti v Bruslju sposobni odkriti dobro raziskovalno idejo, če rabite za opis te ideje vsaj 100 do 200 strani.
Kdo je potem nesposoben ali pa omejeno sposoben? Se pravi, mi ne znamo dobre ideje spraviti na 100 strani ali pa 200 strani, oni rabijo pa vsaj 200 ali pa 150 strani, da znajo prepoznati, kaj je dobra raziskovalna ideja. Pa vsi poudarjajo, ne, da ne bo nobenih posebnih postopkov za EU13, ampak da enostavno more vse temeljiti na odličnosti. Ne. Se pravi, tudi ta postopek. In dejansko se ta razprava končala, da se ne da narediti nič, da more biti prijava 200 strani dolga in da pač mi, če ne želimo zabijati časa in denarja, se pač naj ne prijavljamo na te evropske projekte. Seveda, preden sem v to povedal, sem povedal, da je Univerza v Ljubljani najbolj uspešna inštitucija v EU13 pri pridobivanju Horizont 2020 projektov in sicer številka 1. Da vam pa za primerjavo povem, kje smo pa v celotni EU 28 na natančno 178. mestu. In namesto, da bi se razlika med manj in bolj razvitimi državami EU-ja preko takih programov zmanjševala, je vsako leto večja. In se potem lahko vprašamo, kaj namen potem sploh skupne evropske politike. In sem prepričan, če ne bomo imeli enakomernega razvoja vseh delov Evrope, potem tudi nimamo prihodnosti za Evropo oziroma za Evropsko unijo. Daj, upam, da nisem preveč zamoril prisotne. Malce ste, no, moram priznati. Ne bi še kakšne slovenske zadeve omenjal, bi pa še par, recimo konkretno po tem dogodku grem na ministrstvo, naše resorno ministrstvo, kjer pripravljamo novi zakon o razvojni in raziskovalni dejavnosti in tukaj bi pa izpostavil predvsem ta pozitivni pristop, konstruktivno delovanje državnih organov, tudi skupaj z gospodarsko zbornico usklajujemo ta zakon in iskreno upam, da minister si je rezerviral danes 6 ur za ta sestanek, kar tudi nekaj pove. In pa vidim, da bo kolega Vesel, gost kasneje, še en tak zelo kratek pozitivna izkušnja. Najbrž ste pred kratkim slišali spet težave Univerze v Ljubljani, ne, da naši dekani nočejo iti v B razred. Predvidevam, da kolegi dobro vejo, o čem govorim, profesori so v D plačnem razredu. Bila je seveda tudi spet na raznih komercialnih televizijah populistično predstavljena ta tema. In seveda, ko se je na javni televiziji ta populizem še pride, mi smo vedno malce kasneje. Moram reči, da če vas primerjam z drugimi televizijami, ste zelo pozitiven vzor. Se ne prilizujem. Ne pretiravajte. Ja, tako. In ko se je to zgodilo, tudi kolega Vesel je dal eno izjavo za to televizijo, pa nisem bil glih vesel, sem rekel, dobro bi bilo, da se vsaj prej slišala, na kar sva se dejansko slišala. Prišel je k meni na obisk, malo sva si ogledala slike na rektoratu, malo se pobujal spomine na študij, ko je pravnik po izobrazbi, ne, in midva sva se dogovorila v pol minute, kaj bo naredila glede te zadeve. Ne. Moratorij, zakonodaja popolnoma konfuzna, možne so različne interpretacije in sem rekel, dokler to eksplicitno ne uredimo v zakonu o visokem šolstvu ali nekje drugje, prosim, pustite nas na mir, ker nimate pravnih argumentov. In sva dejansko v pol minute sva se dogovorila za tako imenovani začasni moratorij. Jaz se pa obvezujem, da bomo zdaj, ko se začne tudi obravnava novele ZVIS-a, to eksplicitno zapisali in potem teh dvomov ne bo več. In potem tudi državni uradniki ne bojo imeli več argumentov, da odpirajo spet stvari, kaj spet Univerza v Ljubljani dela narobe. Dobro, hvala lepa. Še gospod Božič, če lahko samo posodite mikrofon. Vi prihajate iz gospodarstva, delovali ste tudi v tujini, vem, da imate zelo inovativne pristope do vodenja in upravljanja, seveda znotraj gospodarskih družb, v katerih ste bili. Če se vrnemo na izhodiščno vprašanje, preden to isto vprašanje zastavimo tudi prek mobilne aplikacije, kakšne so pa vaše izkušnje z javno upravo, če se pač počimo res samo na upravo in ne širše sektor? Ja. Vroče hladno. Najprej, jaz moram reči, da me še vedno čudi, da je v javni upravi toliko dobrih ljudi in toliko dobrih strokovnjakov, ki jih srečujem pri delu, glede na to, kakšne razmere velikrat vladajo. Tako da jaz mislim, da se velikrat premalo zavedamo.
mogoče so nekateri eksperti od zadaj, neki strokovnjaki ljudje, ki so zelo ključni za to, kar se nam dogaja, ne vem, kako se pogajati v Bruslu, zakladništvo, koliko nas bo stali krediti, kako bomo to, rekel, vse optimirali in tako naprej, a ne, ki delajo, ki se trudijo in tudi pri mojem zdajšnjem delu, ki se zelo veliko s tem srečujem in se njih obračaš, nenehno dostopni, pozitivni in strokovnjaki. Tudi iz mojih prejšnjih časov, recimo v glavnem sem se ukvarjal s sanacijo podjetij v preteklosti, se spomnim vseh teh pozitivnih inšpektorjev, ki so prihajali v hišo, kjer bi nas lahko zaprli, pa so bili svetovalci, pa so ocenjevali rizike z nami, dokdaj še lahko nekaj dopuščajo, da ne bo kakšne katastrofe. Skratka, jaz imam veliko pozitivnih primerov, kar se tega tiče. In seveda pa tudi zelo veliko negativnih. Ne. To, kar je Sonja omenila okoli gradbene zakonodaje, mislim, to je tipičen primer. Ne. Imaš vse zakone na svoje strani, imaš vse roke na svoje strani, potem pa referent vpraša pa reče, a bi vi radi gradbeno ali ne? Kako to mislite? Ja, lahko se pritožite, mogoče boste na koncu dobili, čez 5 let boste dobili. Če pa hočete ga zdaj dobiti, pa naredite tako, kot smo mi rekli. Skratka, to je tipična birokratska samovolja, ki pač nam državljanom, rekel, greni življenje. Ne? Druga stvar, ki vidim tako bolj nasplošno, zakaj pa je tako stanje tudi vsaj v enem delu javne uprave, pa je, da je pač velikokrat tudi zatočišče za zaposlovanje raznih političnih strank. Zdaj vlade pa koalicije se menjajo, te ljudje pa ne odidejo ven, njihova naloga je pa v glavnem, da sporočajo svojim botrom od zadaj, kjerkoli so že, kaj se tam noter dogaja in zato imamo splošno gonjo pa negativizem, ker se išče samo, kaj je kdo naredil procesnih napak pri pikcah pa pri vejcah in si nobeden ne upa prevzeti odgovornosti. Zdaj pa, če hočete biti proaktivni član, strokovnjak ali pa karkoli tudi direktor v javni upravi, morate biti pa proaktivni, morate prevzeti odgovornost. Zdaj, ena stvar, tako kot je s tem plovalnikom, a je umivalnik plovalnik ali pa ni. Skratka, dober primer. Dobro, to je pa že druga stvar, ne? Ali ga sploh rabimo, to je pa spet druga stvar. Hočem reči, da je jasno, da v tej situaciji, ko prvič, če boš prevzel odgovornost, bo nekdo ugotovil, da si šel malo čez tisto črtico in te bojo našli, da si naredil napako, a ne? Drugič pa, boš prevzel odgovornost, boš sicer nekaj dobrega naredil, boš dobil hvaležnost na rekovajih onega druga na drugi strani, ampak hkrati pa poglede od sodelavcev noter in češ, a si bedak, vse na koncu je pa stimulacija, zato pa zelo redko mogoče, da dobiš, ne? Ker je pač variabilen del v javni upravi tak majhen, no, ali ga pa sploh ni, ne? Dajmo se dogovoriti za kompromis, ker je to tudi pomembno, je virtualen. Ok. Pol smo pa mi vsi ostali, če gledam zdaj recimo na SDH-ju, zdaj moja zadnja izkušnja, sem šele 2 meseca, ne? Recimo, da sem imel neki izziv, da bi mogoče en del tega korporativnega prenesel v eno tako institucijo in da bi mogoče bilo upravljanje podjetij v državni lasti konec koncev tega za 11 milijard še boljše, ne? Čeprav moram reči, da zdaj, ko gledam, da je bil napredek narejen kot na inštituciji v preteklih letih in se to priznava tudi v zunanjih inštitucijah, ampak spet, ne, je pa še ena zadeva. Imate enih 15-20% ljudi, ki delajo vikende, dobivate maile o nemogočih časih, prostem času, ki ga morate odgovoriti. Jaz tega nisem nikoli doživel prej v korporativnem biznisu. Mi smo imeli vsaj vikend fraj. Zdaj pa moram reči, da tisti, ki se mudi, ki vse tik pred zdajci velikrat, treba nekaj odreagirati, drugače bo lahko nastala neka škoda, ne, so neki sklepi, ne vem kaj. Ljudje delajo nekateri, tistih 15-20%, še pa še, in strokovnjaki. Pa spet, niti nismo podležni temu famoznemu Lahovnikovemu zakonu, pa ker je javno mnenje tako, spet imamo plače take, ko imamo, težko bomo pridobili talente v SDH, ker so pač plače take, kot so, pa na koncu pa hkrati pa tudi smo omejeni pri variabilnem delu. Še bolj kot kje, mislim, druge verjetno še bolj, ampak na koncu, kar bi jaz, da zaključim, jaz bi resnično želel, da se počasi to vzdušje prenese noter in na koncu pravega voditeljstva, da bodo direktorji v javni upravi imeli neka pooblastila, da bodo lahko slabe odstranili, da bomo zato pač dobre lahko nagradili. Dobro, se ne strinjate s tem, da bi bilo to dobro? Ja.
Jaz se strinjam, samo ponavadi že se je izkazalo ravno tudi pri ocenjevanju, da se dogaja to, da pridnemu naložijo še malo več dela, tisti, ki so pa pri koritu, so potem nekako nagrajeni in s tem, ko vi pravite, da bo imel direktor možnost nekoga odstraniti, ki ne dela, ponavadi se odstrani nekega pridnega in pusti tiste, ki so bleferji, a veste, ki so pač zraven, Okay. ki so v kakšni prijateljski vezi, to je treba drugače urediti. Okay, Žal je to tako. Gledajte, če tako kot pravi rektor, če je dober šef in če ga nekdo tudi njega spremlja, potem seveda na koncu, če greš do vrha piramide, potem ne moreš tako delati, ker v podjetjih, s katerih izhajam, če bi bili vodje slabi, da bi nagrajevali slabe pa bleferje, podjetje poklekne, slabo kakovost iz dobavi, nima od česa plač izplačati. To je pa zdaj samo edina razlika v javni upravi, ker plače pa pridejo vsak mesec. Mislim, pač je kakorkoli, sej lahko vi zamahujete, ampak veste kaj, jaz sem prišel pač en optimist v ta del neke zunanje javne uprave, ker se bo na teh stvari na ta način lotil, ker ni druge. Pozitivno in vesela, če bi bilo tako. Žal se skoraj celo življenje delam v javni upravi in moram reči, da sem zelo žalostna, da temu ni tako, ali smo premalo zreli, ali nastavljamo premalo zrele vodilne uslužbence. Nekaj tu ne štima, nekaj tu ne velja in moram reči, da mi najbolj pričakati ljudi lahko pisati. No in kakšne bodo rešitve, bomo seveda govorili naprej. Gospod Božič, prosim, ne otresite se tega vašega optimizma. Kako človek ne bi bil optimističen, če se piše Božič, ne? Naj bo Božič za vse. Zdaj, preden slišimo še nekaj več na temo morebitnih rešitev, vas seveda vabimo k sodelovanju tudi prek mobilne aplikacije. Zdaj, pravila igre so vam znana. Zastavljamo vam dve vprašanji, ki jo bomo potem videli. Namreč, kakšne so vaše izkušnje kot stranke z javno upravo, mislim, ne politične stranke, ampak pač osebne stranke. In drugo vprašanje tudi, kateri je največji pozitivni šok, ki se je po vašem mnenju zgodil v slovenski javni upravi v zadnjih 5 letih. Skratka, dve vprašanji. Prvo in drugo, kakšne so vaše izkušnje in pa kateri je največji pozitivni šok. Ampak zdaj pa pojdimo v našem omizju k rešitvam. Zdaj, pozitivni šoki, tukaj se misli predvsem na ekonomske šoke, kot ste rekli, pa začnem svet z vami, gospod Božič. Skratka, čeprav razumem, vi se zavzemate za to, da bi seveda v javno upravo bolj dosledno uvajali elemente, ki so značilni tudi za gospodarstvo. Odgovornost, nagrajevanje po učinku, spremljanje storilnosti. Zdaj, to seveda v nekem delu, recimo tem najbolj birokratskem delu javne uprave, seveda je lahko problem, ker ti učinki niso tako neposredno merljivi kot drugje. Za kakšne rešitve se recimo glede na vaše široko znanje in vem, da tudi na področju voditeljstva v bistvu iščete vedno nove izzive, kaj predlagate konkretno? Jaz se najprej ne strinjam s tem, da se to ne da meriti. Jaz sem najbolj alergičen, ko mi je kdo rekel, ja, veste, pri nas mi smo pa specifični, pri nas pa to ne bo šlo, ali pa, ja, to se pa ne da zmeriti. Čisto vsaka stvar se da zmeriti na tak ali pa na drug način. Če je to enostavno gradbeno dovoljenje, se da zmeriti, koliko papirjev je potrebnih in koliko časa je to treba vložiti. Če pa kaj drugega, se da pa izmeriti pač na koncu tudi efekt na drug način posredno. Tako da jaz mislim, da bi morali več teh kazalcev uvesti noter. Vsako normalno podjetje ima kazalce, brez kazalcev ne moš niti voditi. Se pravi, da se tudi v javni upravi bi se morali pač učinki meriti. In verjetno se pa pač seveda potem pa ne sme spraviti na neke normative, pa to imeti za tabu nedotakljiv. Ker namreč, če sem jaz živel v razredu v osnovni šoli, ker nas je bilo 35, pa smo imeli še legendarno, recimo, dobre profesorje takrat, pa recimo, da mi je ta šola zelo koristila, da sem prišel danes, da to lahko delam, ker danes delam, očitno je bila šola dobra. V kateri šoli govorite, da si zapišejo? Od osnovne do srednje in tako naprej in tudi do univerze, ampak na koncu v osnovni šoli nas je bilo 33 v razredu, zdaj pa se moramo prerekati, a jih lahko 27 ali 28, mislim, ali 21 ali koliko že. Mislim, za mene je to nezaslišano. Ali pa, da ne vem, koliko ur kdo dela, pa koliko bo zdravnik delal po normativih, če zdaj ne bojo ne vem kaj dobili, pa tako naprej. Skratka, to so stvari, ki so za nekoga, ki prihaja iz gospodarstva, nezaslišane.
Ker na koncu v podjetju, ko je nekaj nujno, ko preprečiš škodo, delaš 12 ur, pa greš pa mogoče tudi domov, pa počivaš, pa ti pustijo, da si lahko doma, ne? Ali pa dobiš na to nagrado za to potem, ko si pač nekaj naredil, ne? Tako da in izseljevanje enega sektorja na račun drugega, ne? Skregano je z principi vodenja, če ni spoštovanja med različnimi skupinami ljudi, ki sodeluje in moramo nek rezultat narediti. V zdravstvu, sem tudi direktno v zdravstvu že o tem predaval. Kako lahko imamo sindikat samo za zdravnike, sestre pa strežnice, pa strežniki so pa neki drugi, pa so pač na koncu v deprivilegiranem položaju, če tako gledam. In se potem, so pa tim. Zdaj pa vi veste, ko ste bili pacienti v bolnicah, kdo vam je dal informacije, kdo vas je stregel, kdo vas je umival, če niste se mogli sami in tako naprej. In od koga ste imeli več tega, bi rekel, vložka noter, več pozitivne energije, če ne tudi od tega kadra, ki je zelo pomemben pri zdravljenju. Govorimo pa samo o Fidesu pa o zdravnikih. Pa upam, da kom kaj potreboval, da ne bo zato imel kakih težav. Pri čemer pravijo, preventiva je boljša kot kurativa, ne, tudi v stikih. S tem, gospa Šmuc, kakšni so vaši konkretni predlogi? Kje vi vidite te možne pozitivne šoke? Če govorimo o, v gospodarstvu obstaja en pregovor, ki pravi what gets measured gets done, ne? Torej tisto, kar spremljaš, na kar si pozoren, ti se bo potem tudi izvajalo, ne? In kolikor vem, v sosednji stavbi na ekonomski fakulteti zaključujejo nek projekt, kjer naj bi ravno postavili smernice, kako meriti učinkovitost v javnem sektorju, ker je ta učinkovitost vendarle nekoliko drugačna, ne? V gospodarstvu imamo bolj jasne in hitreje najdemo te povezave, v javnem sektorju se treba nekoliko bolj potruditi, ampak če se pa ne trudiš in rečeš, kar pač naredim, pol to ni to, potem to ni delo, ampak je služba. Pomeni, da si nekam prišel, dobil denar in odšel, ne? Delo pa je, da ti nekaj upraviš in če imaš delo znano, kaj je cilj tega dela, potem lahko tudi postaviš neke merljive elemente. So časovni, so v učinku, v različnih zornih kotih, ne? In ta del ga mora v bistvu se javna uprava za to zavzemati. Ne moramo iz gospodarstva govoriti javni upravi, postavite kriterije, postavite merila, ne? In da dobimo nazaj odgovore, se ne da, to je težko, ni politične volje. Ko govorimo o nagrajevanju, na televiziji sem bila enkrat skupaj z enim od sindikalistov, ki je na temo, da je potrebno seveda imeti nagrajevanje, ločevati med dobrimi, povprečnimi in slabimi, ki jih je treba dati ven iz kjerkoli so, ne? Odgovor, ja, se vodje ne znajo ocenjevati, ne? Halo? O čem pa govorimo? Se pravi, delavci so super v javni upravi, vodje so brez veze, ne? Pa pač vodje ne imeti, ne? Mislim, če pa imamo nek sistem, če je logično, da je sistem postavljen, vodja, zaposleni in da je skupen cilj, potem seveda se bo vzpostavil tudi v sistemu, v katerem lahko spremljaš učinke tega dela. Podelila bom samo eno izkušnjo, ko sem se pogovarjala z nekdanjim premierjem Gruzije, ne? Gruzija je v času, ko je bil on v vladi, štartal je kot minister za energetiko, potem je bil minister za finance, na koncu premier, je v tem času prešla iz zelo nizkega ravni, mislim, da med zadnjimi mesti so bili na lestvici Doing Business od World Bank, na enih zadnjih mestih so prišli do 9. mesta, recimo. Skratka, so naredili v 8 letih izjemen skok. In on je rekel, ena od zadev, ki so jih naredili v javni upravi, je bila, da so zelo jasno določili, v kakšnem roku je treba kaj narediti, ne, tako kot je ta naš famozen, v koliko času moraš priti do gradbenega dovoljenja, in pravilo molka organa, ki se je dosledno spoštoval, ne. Če uslužbenec ni v tistem času izdal dovoljenja ali zavrnitve, potem je pomenilo, da lahko tista oseba, ki je to predlagala, pač dela naprej in smatra, da je dobila zadevo odobreno. V primeru, ko se je izkazalo, da je bilo odobreno, se pravi, da je nekdo nekaj začel, kar je bilo škodljivo za družbo, kar bi bilo treba ustaviti, je bil uslužbenec sankcioniran, ker je bila njegova odgovornost, da poskrbi znotraj zakonskega roka, ker zakonski rok ni instruktiven. Zakonski rok je družbeni dogovor, v kakšnem času bo nekdo, ki je tam zato, da službo opravi, tudi svojo nalogo naredil. In če jo ne opravi, vemo, kako smo se kot družba dogovorili, kaj bomo naprej, ker drugače smo talci nečesa, kar vsi skupaj v bistvu financiramo, zato ker se nam zdi pomembno, ne? Torej ne dobimo nekega rezultata.
In ta del je izjemno hitro spremenil in ljudje smo strahotno prilagodljiva bitja. Ne? Če vemo, da bo prišla nagrada ali kazen, se temu primerno obnašamo. Ne? Tako kot je v bistvu doktor Klunova prej v bistvu rekla, ne, je sonce in dež prinašamo v medsebojno delo ljudje. Ne? In moja odločitev je lahko, da sem izjemno, ne vem, tak pozitiven človek, da pač me nič ne ustavi in bom vedno najbolje delal, ampak takih je v bistvu malo. Večina nas je pač tako, da se naravnaš na sistem in če te sistem naravna, da moraš opraviti svoje delo, ga tudi boš. Zanimivo to, kar ste omenili, to določilo, mislim, da gre recimo za gradbena dovoljenja. Z nečim takim so poskušali v Avstriji, pa ni šlo, ker je v bistvu politika na koncu ugotovila, da seveda pač ta avtomatizem, če ne pride do neke odločitve, v bistvu ni primeren. Ampak pustimo to, pač variante seveda veliko. Profesor Klun, mene zanima zdaj z vidika stroke, ki jo predstavljate, kaj so po vašem mnenju tisti zanimivi trendi, ki bi jih kazalo v naši javni uporabi uporabiti za to, da bi povečali njeno učinkovitost z temi recimo pozitivnimi ekonomskimi šoki? Ja, mogoče zdaj bilo zelo veliko kritika na račun javne uprave, ampak bi rekla, da sem prepričana, da tukaj kar nekaj javnih uslužbencev, ki sedi v tej dvorani, se strinja s tem, da so postopki neprimerni, da so ene stvari neživljenjske in tako naprej, ampak oni se morajo pri svojem delu s tem soočati. In jaz mislim, da najprej bi bila prva rešitev ta, in gospa Šmucova je lepo omenila, da se je število predpisov v zadnjih letih ne vem kako povečalo. Jaz mislim, da tudi mi vsi nimamo nobenega pregleda več na tem, kaj velja in kaj ne velja. In če bi enkrat se nekdo vprašal, ko sprejme nek predpis, ali bo s tem koristil družbi kot celoti, potem je smiselno ga vpeljati. Če te koristi ni, potem je ta zakon brezvezen. In bodimo pošteni, zelo veliko delamo in gospodarstveniki, delajo zelo veliko na tem, da pošiljajo neke evidence, poročila, ne vem kaj še vse. In isto dela potem javni uslužbenec, ki piše ta poročila, zbira evidence in jih pošilja ne vem kam, v omaro. In na koncu se vsi vprašamo, a kdo to kdaj pogleda? A kdo to res rabi? In če tega odgovora ni, da ja, to se nujno rabi, potem tega enostavno ne rabimo. Mislim, da so stvari zelo enostavne, če bi se jih nekdo hotel lotiti. Je pa res, da je to stvar, ne vem, če je to samo v Sloveniji problem, ampak včasih se zgodi, da se nek predpis spremeni ali pa doda neki samo zato, ker se je našel en pametnič, ki je znal to izkoristiti, namesto da bi se na tistega usedali in tako kot bi rekli, tole ni v redu, to se ne dela, zato boš kaznovan, ne, mi spremenimo zakon, zato da ne bo se našel še en tak pametnjakovič. Ampak če bi vi dovolj kaznovali take ljudi, potem ne bi prišlo drugemu pametnjakoviču to na misel. In tega manjka. Mi pa spreminjamo zakonodajo, obremenjujemo dodatno javne uslužbence z dodatnim pokom papirjev, ki jih morajo pregledati v istem času, kot je določena norma, zato da bo, ne vem, se našel spet tretji pametnjakovič, ki bo itak spet nekaj našel. Tako da to je brez veze. Najprej premislimo, a to res rabimo, če ne rabimo, ne gre stran. In naš naloga, tako kot je bilo rečeno že v uvodnem nagovoru in tudi vmes, naloga javne uprave, javnega sektorja je v tem, da dela v korist družbe kot celote. Če delate nekaj, kar družbi ne koristi, potem ste vi zafrustrirani, gospodarstvo zafrustrirani, vsi zafrustrirani. Noben srečen. In na koncu, so tudi kakšne izjeme srečne. Seveda, afere so pa fajn. Tako da je tudi v redu. Ampak hočem reči, da jaz sem prepričana, da zelo veliko hoče delati dobro, hoče delati pravilno, so tudi sami, bom rekla tako, se zaletavajo v zid s tem. A mislite, da ti javni uslužbenci ne opozarjajo, da so ene stvari nesmiselne? Gotovo. Sam jih noben ne sliši, isto kot gospodarstva, Kar je zanimivo, eno zelo zanimivo vprašanje v javnem sektorju, pa zlasti v javni upravi, praktično v vseh institucijah, recimo omenili ste zdravstvo, gospod Božič, ali pa recimo prva zadeva, ki jo je omenila nova direktorica televizije, potem ko je bila izvoljena, ja, treba je izboljšati komunikacijo med ljudmi. Zanimivo je, da v bistvu v javnem sektorju velikokrat slišimo, pa recimo, ne vem, Ministrstvo za kulturo, slišimo, da so strahoviti problemi v interni komunikaciji. Zdaj, tudi znanost to zaznava kot nek tipičen problem in če
V čem vidite vzrok tega problema? Ja, vzrok je verjetno, če slaba komunikacija ponavadi znotraj verjetno ne, ampak komunikacija navzgor gre narobe, a ne. In a veste, ko imaš ti vodjo, ki ti pripravljen poslušati in slediti temu in zagovarjati tvoje stališče na višji ravni, na koncu, a ne, vemo, kdo sprejema zakone, a ne. Se jih ne sprejemajo javni uslužbenci tukaj, ki sedijo, a ne. In če znajo ti ljudje slišati te glasove, potem verjetno ne bi bilo toliko težav, ampak včasih, a ne, jaz bom tako rekla, vloga politika je nekaj drugega kot pa javnega uslužbenca, a ne. On mora biti pač priljubljen pri ljudeh, da ga bo naslednjič izvolili. A ne, njega ne zanima, kaj bo to povzročilo javnemu uslužbencu, ali pa ne vem, ali pa gospodarstvu, ali pa komorkoli, a ne. On hoče biti sam ponovno izvoljen. In to je njegov poklic, to je njegova služba. A ne. Zdaj, a je dober ali slab, je pa pol stvar naslednjih volitev, verjeten. Ki so zelo pogosto na različnih ravneh. To je že signal, ne? Profesor Papič, še vaš pogled na to, ker vem, da seveda prihajate tudi iz znanosti. Ena izmed možnih rešitev, recimo prevetritev vseh predpisov, ker ste omenili, tukaj bi nam lahko umetna inteligenca pa kar precej pomagala. Ali pa recimo pojavljajo se seveda zamisli o uporabe tehnologije verižnih blokov oziroma blockchain tehnologij tudi v javni upravi, ker seveda na ta način bi lahko povečali učinkovitost in prehodnost nekih recimo pametnih informacij. Kako kot znanstvenik vidite možnost uporabe novih tehnologij na tem področju? Da jaz seveda, čeprav prihajam z področja elektrotehnike, nisem strokovnjak za umetno inteligenco. Ne še. Vam bi pa sem to povedal, umetna inteligenca se uči od nas. Ne, to so samo učljivi sistemi, se pravi, da bo enako slaba, kot smo mi, kot družba. Se pravi, tukaj jaz ne vidim bistvenega preskoka, zaradi tega se tudi ne bojim umetne inteligence, da bi prevzela nadzor nad nami. Dobro, bomo obrnili vprašanje, kaj lahko storimo z naravno inteligenco? Recimo to dobro, pozitivno naravno inteligenco. Šel bi nazaj na to, kar ste omenili, komunikacija. Recimo kot rektor univerze, kaj jaz lahko naredim, če vem, da so obseg financiranja je, kakršen je, če bomo nadaljevali še 10-15 let, tam enkrat leta 30 po trenutnih razmerah bomo prišli na stopnjo financiranja, ki smo imeli leta 2011. Se pravi, ta finančna komponenta je zame čista utopija, da bo kadarkoli, karkoli bistveno bolje. Se pa pol pojavi vprašanje, kaj pa lahko naredimo na univerzi, kako motiviramo ljudi, kako izboljšamo delovanje univerze. Osnovni koncept je komunikacija in seveda jaz se strinjam, da je primarno za dobro komunikacijo je vodstvo odgovorno. Vodstvo ima večjo odgovornost kot podrejeni. To je dejstvo. Recimo jaz tudi, ko sem prišel na to mesto, je bilo moje prvo vprašanje, kako bom komuniciral s študenti, kako bom komuniciral s sindikati in pa recimo, da sem zastopal profesorje. Bomo pa seveda še tudi močno administracijo znotraj univerze. Brez povezovanja teh treh komponent, študentov, sindikatov, sindikat je dejstvo. A nam je všeč ali nam ni všeč, sindikat je dejstvo. Se pravi, študenti tudi, če se študenti odločijo za neke stvari, jih je zelo težko prepričati v karkoli drugega. Se pravi, to so pomembne skupine in jaz sem vedno govoril, če jaz ali pa mi znotraj univerze ne znamo uskladiti interesov med temi tremi skupinami, potem nam bo te interese urejal nekdo drugi, od zunaj. In tukaj je ta vdor v našo avtonomijo. Zdaj pa, kako se to komunikacijo vrši? Jaz nimam nobenih težav v komunikaciji s sindikati, pa so nekateri zelo zahtevni, če lahko tako rečem. Jaz sem primarno rekel, da rajš poslušam, kot govorim, in sem jih vprašal, v čem je problem, kaj je težava in v tem razgovoru potem vidiš, da so konstruktivni. Saj ne gre a priori za nasprotovanje nečemu, ta a priori nasprotovanje pride kot posledica slabe komunikacije. In recimo, kar smo v zadnjem letu se dogovorili, je to, da zaposlujemo raziskovalce za določen čas. Jaz dejansko ne vem, zakaj so bili nekateri tudi po 20 let zveriženi s pogodbami, enoletno podaljševanje in tako naprej. Se pravi, sem rekel, nima nobenih zadržkov, da to uredimo na nivoju celotne univerze in mislim, da do konca tega leta bo ta problem rešen. Po drugi strani sem pa seveda začel razprave z njimi, v čem je problem, da bi nekateri
profesorji imeli lahko višje plače. Ne, vsi vemo, da smo del javnega sistema. V teh osnutkih zakonov, ki sem jih prej omenil, se pojavi neka dikcija, da bi lahko šli do 200% plače, ko smo govorili o tem variabilnem delu, od 100 do 200, ne, in sem jaz rekel, preden začnem o tem razmišljati, me zanima mnenje sindikatov. In njihova pozicija je bila zelo jasna, 100% vsem, sem rekel, se strinjam, nimamo pa nič proti, če nekateri dobijo do 200%. S tem bi rad poudaril, da ne bo gospodarstvo zastriglo z ušesi, mišljeno je samo z neproračunskimi sredstvi, saj ne domačimi. Se pravi, če ima nekdo evropske projekte ali pa tržna sredstva, bi lahko šel s to plačo tudi do 200%, in to je trenutno v osnutku in zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in pa tudi v osnutku novele zakona o visokem šolstvu. Se pravi, z normalno komunikacijo se da stvari premikati naprej in pa seveda, da poslušaš konstruktivno, v čem je problem in da res tiste ta prave probleme rešiš, in po drugi strani v dialogu poskušaš nekoga prepričati, da rešitev ni dobra. Se pravi, dvigovanje plače nekritično za vse je ogromna obremenitev po eni strani za proračun, po drugi strani pa, kot rečeno, nobenih učinkov nimamo zagarantiranih. Treba nagrajevati tiste, ki dokazano delajo več, in ta razpon 1-2 je najbolj normalen razpon v vseh državah. In pa še en primer, recimo, teh notranjih rezerv univerze. Mi smo imeli veliko razprav, predvsem z raziskovalci, ki so šteli, koliko člankov kdo objavi, pa koliko citatov ima. To se da prešteti. Potem imamo druge profesorje, ki so zelo uspešni pri delu za gospodarstvo, za družbo, ne, spet vemo, koliko projektov imajo, koliko denarja so pripeljali. Na koncu smo ugotovili, da najboljši pedagogi pa stojijo nekje v vogalu in gledajo, a bo njih tudi kdo pohvalil ali ne. Sem rekel, osnovni princip je, da začnemo vrednotiti na univerzi tudi dobro pedagoško delo. In smo začeli z neko ad hoc skupino, zdaj nadaljujemo z nekim naborom stvari, ki jih nekateri pedagogi počnejo, pa niso del rednega pedagoškega procesa. In seveda je namen tudi izpostaviti tiste najboljše na pedagoškem področju. In pa moja teza je ta, da vsak mora biti povprečen na vseh treh področjih, se pravi pedagoško, znanstveno, strokovno, in vsaj na enem daleč nad povprečjem. In to je pa potem pozicija, ko nekdo reče, da si zasluži, da je lahko profesor na univerzi. Ne morejo biti vsi super na vseh področjih, to so me tudi, jaz sem imel dostikrat razpravo s preko 200 ljudmi v predavalnici na fakulteti in so mi oni povedali, naj ne silim dobrih znanstvenikov, ki pišejo članke, da bojo delali za industrijo. In obratno. Dobrih profesorjev, ki so vpeti v industrijsko dogajanje, ne sili jih, da bojo pisali članke, ker ne bojo ne člankov pisali, ne tistega ne bojo več upravljali, kar so prej uspešno počeli. In smo tudi, jaz sem rekel, gremo se princip produkta, treh koeficientov, če si 0 na enem, si 0 v celoti. Zato mora biti osnovna komponenta nekje povprečno dosežena, vsaj na enem področju mora biti pa daleč nad povprečjem. To je ta motivacija, ki se jo treba poiskati kot neko notranjo rezervo. Kar me spominja v bistvu na neko tezo Nobelovega nagrajenca za fiziko oziroma kemijo, se mi zdi Dana Šechtmana, ki je tudi pred leti gostoval v Sloveniji, izraelski znanstvenik, je rekel pač, ja, dober znanstvenik mora biti dober na vseh področjih, skratka zelo dobro, široko razgledan, ampak odličen pa res na enem specialnem področju. To je približno to. Zdaj, preden si pogledamo vaše rezultate in preden gremo tudi k vprašanjem iz občinstva, še k vam, gospod Božič, zdaj, ko gre za komunikacijo, ki očitno je zelo pomemben element nekega pozitivnega šoka, zdaj, vi ste znani po tem, da ste znali v podjetjih, ampak govorimo seveda o prestrukturiranih, ali pa spomnim se seveda tudi vašega vodenja steklarne Hrastnik, da ste znali sorazmerno hitro in učinkovito spreminjati neko prevladujočo komunikacijsko kulturo. Zdaj, sprememba neke kulture, ki seveda bi bila zelo koristna za javni sektor, je lahko ena dobra pot. Nam lahko na kratko razložite, kako vam je to uspelo? In pod črto potem, ko ste odšli, a je to potem tudi ostalo? Zadeve so relativno zelo enostavne.
seveda tako bi rekel, za razložiti, seveda v praksi pa pol je malo težje do tega prijeti. Čisto vse zame izhaja in to je pač tudi prav počelo kakršnekoli dobre komunikacije je spoštovanje, ne. Če greš v kakršenkoli odnos s spoštovanjem, potem seveda in to resničnim spoštovanjem in upoštevanjem, da niso samo nujno moji cilji zame tisti, ki bodo zmagali, ampak mora biti v vsakem procesu win-win za vse. Pomeni, če greš v eno tovarno ali pa če greš v javno upravo, kaj je zdaj v tej zgodbi, ki skupaj peljemo za vse? Kaj je v tej zgodbi za vse koristnega? Se pravi, če imaš firmo, ki pred stečajem, je jasno, kaj je v zgodbi za vse. Če bomo pač dobro delali, bomo ohranili delovna mesta, bomo dobili plače in bojo otroci imeli kaj za jesti, recimo, če zelo ponestavim. Se pravi, to je ena stvar. Druga stvar, ko si iz akutne faze, kjerkoli, kakikoli timu, potem pride še bolj do izraza poslanstvo. Zakaj smo mi na svetu, kaj počnemo, kaj je tisto, kar bi rad doprinesli. To se sicer sliši zdaj zelo filozofsko, ampak jaz mislim, da je posebej v javni upravi poslanstvo zelo, zelo lahko pomembno, ker lahko prispeva k družbeni blaginji ogromno in brez javne uprave na tak način, ko se danes pogovarjamo, tako tega ne more biti. Se pravi, pa bo nekdo rekel, ja, pa to je brez veze, pa nekaj filozofiraš. Delavki na tekočem traku, pri težkih pogojih, sem pojasnil poslanstvo na ta način in potem se je videla v tem, da je naše poslanstvo je, da naredimo podjetje tako dobro, da bo ona brez rezerv svojim otrokom priporočala, da bo prišel k nam delati. To pomeni, da se da stvari prevesti tudi na tak način, da se vsak najde noter. In pol seveda, če spoštuješ, pol si recimo zainteresiran tudi za koristi druga, kaj sploh so njegove specifični interesi ali pa karkoli se pogovarjaš več, spostavljaš boljše odnose, odnosi so ključne in potem seveda pri boljših odnosov pride do večjega zaupanja in preko zaupanja sploh lahko izvajaš spremembe. V Sloveniji imamo nasploh izziv s tem, da noben nič ne zaupa. Zdaj, kakršni so razlogi, to je zdaj druga stvar, ampak dokler ne bomo do tega prišli, da bomo se bolj spoštovali, da bomo izboljševali odnose, da si bomo zaupali, bomo težko še večje spremembe speljali. In seveda tukaj je princip ne debate, ne po tisti anglosaksonski maniri, ne, ko tudi na televiziji gledate, ko na koncu nekdo zmaga, ne, wow, mi v debatnem krožku smo pa premagali one bombarje, ne. To je napaka, ne. Dialog mora biti. Tle zelo priporočam Davida Bohma, njegova kratka knjižica On Dialogue, leta 72 je pisal stvari, ki še danes veljajo. Pomeni, da se moram jaz vživeti onega druga na drugi strani, zdravnik se mora vživeti v medicinsko sestro, medicinska sestra zdravnik v bolnika in potem bo ta komunikacija veliko boljša. Ali pa kjerkoli podjetje velja isto. Se pravi, če je ta primer zelo poznan, sam navedem. Na mizi imam jaz proti sebi obrnjeno številko 6 in vidim, da je 6. Definitivno je 6. 150% vidim 6. Ampak moj sogovornik na drugi strani vidi pa 9. In zdaj, lepo vas prosim, če pa grem jaz za njegov hrbet in pogledam pa rečem, počak, se on pa res vidi 9. Zdaj pa jaz njega razumem, zakaj on meni tako oponira, ker pač jaz vidim 6, on pa vidi 9. Aha, razumem ga, zdaj pa se pa pogovarjati. In to je ključ za dialog s sindikati. Sindikati vidijo 9, mi vidimo 6, ampak se moraš pogovoriti in na koncu moraš priti do neke rešitve. 7,5. Ja, tudi, recimo. Tako da mislim, da mi te stvari podcenjujemo, to je ključno. Vsi ljudje smo narejeni tako, da za nekaj živimo na svetu. En živi za svoje otroke, da jim bo boljš, drugi živi za to, da bo pač, ne vem, v življenju dosegel nekaj na strokovnem področju. Ne vem, jaz sem rekel, da je moje poslanstvo to, da delam iz povprečnih timov boljše time in pa s tem prispevam k večji učinkovitosti. Vsak si mora nekaj najti, ker drugače se težko zjutraj vstaneš, ko je tema, pa je megla in greš tisto stvar, ki moraš početi, delati zato, ker se enostavno ne moraš motivirati. In seveda, če na ta način veš, da si za nekaj poslan, da imaš neke predispozicije, potem seveda to stvar tudi rad delaš in si zavzet. In potem pridemo do te zavzetosti, ne. Tako da zame je to ključno. Ja, saj ste pozitivno razložili, zdaj, ko ste začeli razlagati, ne, da v javni upravi, ne, da nekdo misli, ja, tukaj bi bilo pa fajn, da bi moji otroci tam delali. Zdaj, nekateri so to seveda desetletja zlorabljali, ne, to je tudi res, ne, je bil pač to negativen motiv, ampak pustimo to, poglejmo, kako ste odgovorili na prvi dve vprašanji, zdaj to je drugo, kateri je največji pozitivni šok,
kakšne so vaše izkušnje kot stranke? Dobre, 53%, zdaj to dokazuje seveda, da vas je veliko dela v javni upravi, ne. Zelo dobre 32%, skratka, prevladujoče dobro, kar je zelo pozitivno. Zdaj pa še drugi odgovor. Največji pozitivni šok, ki se je po vašem mnenju zgodil v slovenski javni upravi v zadnjih 5 letih, kompetentni vodje 4%, potem izboljšanje odnosi med zaposlenimi nič. Zdaj, tako da to v bistvu potrjuje to tezo o problemu komunikacije, više plače zaposlenih 4%, boljša skrbnost do strank 40%, pa sodobni informacijski programi. Skratka, tukaj vidimo, da vendarle v odnosu zaznavate napredek in da seveda stavite tudi na informatizacijo oziroma boljše informacijske programe in informiranost nasploh. Zdaj odpiramo možnost, ker imamo še nekaj časa, gospa Šmuc bo še 15 minut z nami, tudi za kakšna neposredna vprašanja. Nekaj diskusije je že bilo. Ima kdo kakšno vprašanje? Če ne, vem, da je pač en listek šel tudi z vprašanji okoli, zdaj, če kje je, se zelo priporočam, da lahko neposredno tudi odgovorimo. Zdaj, če ne, bi vas, gospa Šmuc, izval, ker boste pač morali počasi novim nalogom naproti. Skratka, slišali smo nekaj o morebitnih rešitvah. Omenili ste recimo tudi en pozitiven primer iz Gruzije, kjer so sorazmerno hitro stvari spremenili. Kateri so morda še neki pozitivne izkušnje iz tujine, za katere mislite, da bi bilo smiselno, da bi jih tudi v našem javnem sektorju in pa zlasti javni upravi uporabili? Če mi dovolite, bom ostala kar na domačih tleh. Prvo recimo, kam bi jaz dala, kaj je bilo res izjemno velik prispevek, ki ga hvalim kamorkoli grem jaz v tujino in kar je naša javna uprava naredila, pa je malo starejše kot 5 let, ampak ko smo začeli državljani prejemati davčne napovedi, ki so bile izračunane že, se pravi, da dobiš informativno davčno napoved. To je izjemen velika zadeva, velika stvar. Koliko stresa je to prehranilo vsem, ki oddajamo davčne napovedi, je neverjeten. In to še v marsikateri državi v bistvu nimajo. Torej, to je fenomenalna stvar, ki je bila narejena. In mogoče malo pogrešamo, da ni bilo več tega. Tudi ob začetku e-zdravja. Mi smo bili izjemno napredni na tem področju, pa smo pa kar ostali na istem. Tako da ne zastopam, kako se pravzaprav včasih nekateri res fenomenalni trendi ostanejo osamelci. Se pravi, to ne bi smeli biti osamelci, ampak nekaj, kar poriva in kar prihaja tudi iz javne uprave, kar razume potrebe. Se pravi, kdo pa dobiva tiste klice nezadovoljnih državljanov na drugi strani ali pa gospodarstva? Ja, vi. Se pravi, vi veste, kje ljudi boli. In pa tudi najhitreje najdete, kaj bi lahko bila rešitev. Ko se ta rešitev naprej spravlja v proces, ki je bilo tudi povedano, kdo pa sprejema to, kdo v bistvu pripravi zakon in kako je sprejet. Morda ne bilo narobe v bistvu uvesti, da poslanci, ki so sprejeli zakonodajo, na katero je zakonodajna služba Državnega zbora opozorila, da je neustavna, da je neskladna z XXX drugimi stvarmi, torej lastna služba, ko te opozori, to ni domišljeno, to bo naredilo probleme naprej. Poslanci, ki so za 3 take zakone dvignili roko, v naslednjem mandatu ne smejo biti med kandidati. Ker pomeni, da ne razumejo svojega dela, ne vejo, zakaj so tam, ne razumejo sistema družbe in sprejemajo in dvigujejo roko za nekaj, kar povzroča potem spet v naslednjem letu popravljanje te iste zakonodaje in jih odvezuje kakršnekoli odgovornosti. To ni prav. Poslanec ima odgovornost, ne zato, da je izvoljen, ampak zato, da dela tisto, zaradi česa je bil izvoljen, in izvoljen je bil zato, da postavlja taka družbena pravila, ki olajšujejo življenje v državi. Če ga otežujejo, je parazit, ki se je zajedel v naša sredstva. Mislim, ne vem, a sem pregroba, ampak to si upam tudi na javni televiziji rečemo ponoviti. Potem bi pa samo še pravzaprav morda ponudila kar primer Gospodarske zbornice Slovenije.
Mi smo nekje vmes med gospodarstvom in med javno upravo po našem ustroju. Ne? Gospodarska Neke zbornica, vrste hibrid. mi smo ene vrste hibrid. Po miselnosti zagovarjamo zelo gospodarske stvari, po svojem notranjem ustroju z 45 samostojnimi enotami, ki so zelo avtonomne, tako kot je recimo univerza, in z nekim skupnim vodstvom, ki skuša potem to krmariti znotraj sorazmerno majhnih manevrskega prostora. Ne? Recimo sem se znašla, ko sem jaz pa pač ekipa na novo prišla, ob tem, da smo dobili že na mizo program dela, ampak tudi finančni program, ki za leto 2018 napovedoval minus 870 000 evrov izgube. Gospodarska zbornica je imela od ukinitve obveznega članstva prosti pad v zelo velikih zadevah. Mislim, da je bila to izjemna škoda, ki je bila narejena gospodarstvu in državi s tem, ampak kljub temu to je bila situacija, v kateri smo se znašli. V 11 letih je bilo samo nekaj let pozitivnih takrat, kadar se je nekaj premoženja prodalo. Torej iz normalnega poslovanja se je ustvarjala v resnici, nismo pokrivali vseh stroškov, ki so bili vezani na gospodarsko zbornico. Jaz ne razumem organizacij, ki delajo izgubo. Jaz ne znam delati z izgubo, ne razumem, ker potem pomeni, če delaš z izgubo, da kuriš več resursov, kot jih ustvarjaš vrednosti. Torej si nekoristen. Moraš delati, ni treba, da delaš s profitom, ker to je pa vprašanje vsake organizacije, kako je nastavljena. Ampak če delaš izgubo, pomeni, da si škodljiv. Nekaj v tvojem procesu ni pravilno nastavljeno. In ta pogovor sem imela za zelo veliko kolegi znotraj organizacije, ki so želeli prepričati, lej, pozabi na amortizacijo. Saj mi, če v amortizacijamo odštejemo, smo mi pozitivni, ne? Ampak čak malo ne razumem, amortizacijo vsi morajo vračunati. Kako to, da za nas ne velja? Ne? Tudi za nas velja. Torej, mi moramo imeti vse stroške pokrite, da lahko rečemo, da smo pozitivni. Nastavi svoj program finančen tako, ker si odgovoren za to, da je delo upravljeno in da je upravljeno z sredstvi, ki to omogočajo. Ne? In kaj se nam je zgodilo v 2018? Mi smo prišli na nekaj 100 000 plusa. Iz minus 870, kjer smo planirali, da bomo rabili 2 leti za finančno sanacijo, smo naredili v prvem letu. Če me vprašate, zakaj? Ne vem. Sam dejstvo je, da to, kar je bilo napovedano, ni bilo realno, da so bile očitno rezerve nastavljene in na strani prihodkov in na strani odhodkov in da smo potem zato, ker smo našteli miselnost drugače, da zdaj pa minus ne bo več kar toleriran, da to pa ni v redu. Smo ugotovili, da vsi lahko naredimo in se noben zaradi tega ni pretegnil bolj kot se recimo prejšnja leta. Samo pozornost, kam jo usmeriš, kako delaš, ali si pripravljen poiskati dodatne rezerve, ali si pripravljen poiskati prihodke. So nas postavili na popolnoma drugo linijo, da se mi lahko zdaj tudi pogovarjamo seveda o zaposlovanju novih sodelavcev, ker se pač v razmerjah minusa ne moreš. Ker moraš vedeti, kako boš pokril novega sodelavca. Za nas je nov sodelavc isto kot v tovarni nov stroj. Ne? Mi, ker smo storitvena dejavnost, ne moreš narediti več, če nimaš tudi virov. Lahko si pomaga z digitalizacijo, lahko si z boljšimi procesi, to seveda tudi prispeva. Ampak v osnovi, če si v storitveni dejavnosti, rabiš dobre ljudi, ki lahko to storitev izvajajo. In dokler nimaš pogojev, s čem jih boš plačal, tudi sanjati o tem, da boš boljši, ne moreš. In v 2018 smo naredili ta en miselen preskok. Seveda smo popravili v lanskem letu tudi nekaj, recimo zbornica ni 10 let usklajevala količnika, imamo še vedno zelo starinsko nastavljen sistem plač, ne, z količniki. Količniki ostajajo 10 let isti, kar pomeni, da je realno, to, kolikor je inflacija zrasla v 10 letih, ne, so realno padle plače mojih kolegov. Prvič smo šli v to, da smo revalorizacijo naredili noter, ob tem, da smo vedeli, da imamo še vedno negativen rezultat napovedan za tisto leto. Ampak zato, ker se nam je zdelo, da je to prav. In da če postaviš stvari tako, kot so prav, se običajno tudi obrnejo tako, kot so prav. Zato bi potem mogoče sam še zaključila s tem, kar smo prej izpostavljali. Prav je, da postavite cilje. Morate jih postaviti. Ali ste vodje, ali ste zaposlen, karkoli, morate imeti cilj, zakaj ste v podjetju, v upravi, v oddelku, kakšna je vaša vloga. Vsak oddelek, vsaka enota mora imeti cilje, ki jih bo v tistem letu dosegla, razdeljene potem na mesece in po možnosti še na tedne.
Ne? In potem je tudi prav, da je pogovor o tem, kako pa zdaj ta učinek, ki pa iz tega izhaja, kako bomo deležni ene pohvale. In da to ni pohvala samo super, nov znanstven članek, ne? Ampak je tudi bolj konkretno. In zato je prav, da se v javnem sektorju ravno tako razmišlja, kako bomo uvedli, kako boste uvedli sistem nagrajevanja, ki bo dovolj pravičen, nikoli ne bo super. Nikoli ne bo super. Ampak da bo pohvalil tiste, ki so dobri. Kako boste razvijali vodje, da boste na njih ponosni, da ne bo tamle, ko smo pogledali kompetentni vodje, tak nizek delež. Ne. Brez kompetentnih vodij ne morete biti uspešni. Kompetentni vodje, ja, eni pridajo, ali pa nekompetentni, eni pridajo po politični liniji, ampak večina izhaja iz vas. Zgraditi morate to svojo impozicijo, kaj pomeni biti dober menedžer, kako komunicirati, kako nagraditi, kako postaviti cilje, kako jih slediti in potem tudi kako se izboriti za tisti del pogače, ki pripada tej ekipi, ki je nekaj dobrega naredila. To so ene od značilnosti recimo dobrega vodje. Ne? In spoštujte svoje vodje, gradite jih, pomagajte jim, da bodo dobri. In če ste bili oktobra na okrogli mizi, ko je pripravil na predstavitvi Umarja, potem dobro veste, kakšna je situacija v javnem sektorju s plačami. Kateri razredi so nagrajeni, kateri poklici, katere skupine so nagrajene in katere ne. Vodje niste. V primerjavi z gospodarstvom tam nekje do sredine so manj zahtevna dela, imajo krepko plačno premijo v primerjavi z gospodarstvom, medtem ko vse, kar je pa od povprečja ali pa od sredine navzgor, tam, kjer je pa ta močen intelektualni del nastopa, ste pa podcenjeni. V globalu je pa tistih v podpovprečjem toliko, da je vaša masa plač v povprečju bistveno višja od gospodarstva, kar je anomalija svetovnih razsežnosti. In ko boste imeli kolego Štruklja tukaj, ga vprašajte, zakaj je bilo tudi ob zadnjih pogajanjih v javnem sektorju, ko je bilo najprej mišljeno, da bodo se plače povečevale samo od 26. razreda naprej, mislim, da sem pravilno številko razreda omenila, ne? Kako se je potem spet znašel tudi do 26. razreda, če je dokazano, da je že plačna premija že v osnovi vgrajena, ampak očitno ni dovolj velika. Kje je logika? Vi se morate tudi temu upreti. Ne samo više plače, pa više plače za vse, ker eni imajo više od primerljivosti in ni korektno. Zmanjka pa za tisti del, ki bi se moral razvijati. Morate se prizadevati za to. V gospodarstvu boste imeli podporo. Mi ne želimo imeti slabih ljudi v javnem sektorju. Mi želimo imeti kvalitetne, dobre vodje, ker potem bodo lahko tudi 20% manj zaposlenih, ker boste ob isti masi plač lahko bili bolje plačani in delo bo bolje opravljeno. Kjer je ljudi preveč, je opravljeno manj dela, kot tam, kjer je ljudi malo. Dobro, hvala lepa. Zdaj, preden dam besedo še gospodu Božiču, ki se je tukaj želel še navezati, dajmo odgovoriti še na drugi dve vprašanji prek mobilne aplikacije, in sicer ali bi sprejeli plačni sistem, ki bi en del vaše plače opredelil kot fiksni oziroma garantni del, drugi variabilni del pa bi bil odvisen od vaše uspešnosti in učinkovitosti na delovnem mestu. To je ta. Pa še zadnje vprašanje, to je pa recimo Uber für alle. Ali bi sprejeli sistem, po katerem bi vas stranka po vsaki storitvi ocenila in bi na to ocena vplivala na določene ugodnosti, ki bi jih bili deležni v javni upravi? Tukaj sta možna samo dva odgovora. Skratka, tretje in četrto vprašanje na vaši mobilni aplikaciji. Gospod Božič, vi ste želeli še nekaj dodati? Sam še navežem se na gospod Šmuc. Prvič podpišem to, kar je rekla na koncu, mislim, da je to zelo pomembno. Drugo pa za spodbudo. Moj pozitivni šok je bil na upravnih enotah. Jaz mislim, da imamo mi, če primerjam s tujino, pa sem delal v nekih državah, upravne enote in vse, kar lahko pri nas delaš nadaljavo na bilo kateri upravni enoti, prijaznost, profesionalnost, vrstni red in tako naprej, je za primer. Če primerjam z Nemčijo, je to pri nas dvakrat boljše. Se pravi, da se da, ampak to je bil spet osamelc in nismo šli še naprej. Ne? Druga stvar, okoli merjenja. Samo dva primera. Župan mesta, kjer sem jaz delal, ker sem bil direktor enega pač največjega podjetja v tistem mestu, blizu Rosenheima na Bavarskem, je enkrat na leto sklical vse gospodarstvenike, pa do župnika, pa šefa policije, pa tako naprej, in je povedal, kaj je prejšnjem letu naredil.
35 kazalcev je imel in je povedal, koliko delovnih mest je pridobil, koliko jih je izgubil, koliko se je kupna moč njihovih občanov dvignila in tako naprej in tako naprej. Vam ne rabim govoriti, da je bil 4-krat zapored izvoljen in da je potem šel tudi naprej v politični karieri. Se da meriti, tudi seveda župana. In ker sem pač častni konzul Nove Zelandije, moram večkrat reklame narediti za Novo Zelandijo. Nova Zelandija je ena najbolj, rekel, neskorumpiranih držav, oziroma je prva ali druga, zmeri se s Finsko delijo, ne? In seveda tam je poslanstvo, ko hodite, ko sem jaz prišel zaprisežt kot častni konzul v Wellington, so nam to skozi govorili. Vi ste v službi naših državljanov. Vi morate dokazati vsako leto, kaj ste naredili za naše državljane, ker pač naloga častnega konzula, da je pomaga novozelandskim državljanom, če pridejo sem in če imajo kakšne težave. Zato sem tudi jaz nekje v službi njihovi. In seveda se merijo. Novozelandska vlada enkrat na leto v časopisih javnih objavi, kaj je naredila. Ne sem neke razdržave, GDP-ja, pa ne vem koga, ampak imajo prav vse kazalce, katerih član sem tudi teh kazalcev sem tudi jaz. Naprimer, varnost pri delu. Če bi si jaz zlomil nogo na tistih kvadratnih metrih, ko imamo častni konzulat, moram prijaviti to v statistiko, moja ambasadorka na Dunaju, ki odgovarja zame, bi imela svojo statistiko slabšo in ona bi morala se zagovarjati, če bi bila ta statistika slaba pri svojem zunanjem ministru. Hočem reči, to so zelo, zelo resne zadeve, ki jih oni zelo resno jemljajo in na koncu se veliko pogovarjajo o vrednotah po poslanstvu javne uprave pri njih in sem bil navdušen. Vsak od javnih upravi na Novi Zelandiji ima na A4 napisano, polovica strani A4 je strateški cilji Nove Zelandije, ki so že 15 let enaki, pa na drugi strani od tistega sektorja, ker je ta član javne uprave, noter, kaj je njegova naloga za tiste, da doseže na drugi strani te strateške cilje. In na koncu so edina država na svetu, ki so popravili, kolikor to lahko za nazaj, krivice do tistih, ki so pač bili Maorov, do Maorov, ki so bili prebivalci prvi. To so tisti, ki tako dobro rugby igrajo, ja. In sem se moral naučiti v maorščini za prisego, pesem in himno. Tako se pravi, to res pokažejo, da resno mislijo. Hočem reči, da se da tudi na ta način zelo veliko. Vsak, ki nas je srečal, tiste 3-4 dni, ko smo bili dol, je vedel, kaj je njegova naloga v javni upravi in kaj so strateški cilji javne uprave generalno. Gospod Božič, prosim, da si ne zlomite noge. Pa hvala za to. Zdaj, kar se tiče vprašanj, zdaj to je že priprava, seveda ti dve vprašanji za naslednjo okroglo mizo, tako da pomembno je samo, da razmišljate in seveda, da slišimo morda nekaj izhodiščna mnenja tudi še udeležencev te okrogle mize. Skratka, čeprav razumem gospod Šmuc in gospoda Božiča, ja, ta variabilni del bi bil zelo pomemben. Kaj pa menita tudi druga sogovornika, pa predvsem o tem ocenjevanju, kar je v bistvu neka dosti novodobna oblika, s katero so recimo uspela razna uspešna sodobna podjetja, se pravi ta neposreden vpliv stranke na izvajalca neke storitve ali pa v tem primeru javne storitve, se pravi ocenjevanja. Profesorica Klun. Ja, jaz mislim, da ta variabilni del bi bil smiselen, je pa res, da to zahteva tudi določeno odgovornost vseh v javni upravi. Vi vsi veste, da se večkrat po medijih razloženo, da so v javni upravi vsi zaposleni praktično odlični, in potem kako se vpliva na vodje na to, na tak način, da se reče, ok, no, ne smemo več dati podatka ven, da so vsi dobili 5, zdaj moraš narediti neko redukcijo. Poznam primer izpred 14 dni, ko mi je ena znanka rekla, da je ona, ki je pa na porodniški, je pa pol rekla, vodja, da je pa zdaj tisti, ki so bili dolg na bolniški, pa na porodniškah, jim je dala nižjo oceno zato, da ne bodo vsi odlični zdaj na oddelku. Razumete, kaj hočem povedati? In takih, ki tako ocenjujejo, je kar nekaj v javni upravi, nažalost, ker je zato potreben pogum in dost dobra argumentacija. In če si to ne upaš, potem, ja, tako nekako, ja. Tako, vse zato. In včasih je tukaj po moje tudi rak rana, ker prej ko slej bi mogli tudi priznati, da ni znotraj vsakega oddelka niso vsi odlični. In to tudi znotraj sebe tudi vejo zelo dobro. Je pa res, da so ponovadi tisti, ki niso najbolj odlični, tudi najbolj glasni. To pa je tudi res. Zdaj, mogoče je bila pot, da gremo rajši k samoocenjevanju, če imajo ljudje v bistvu o sebi bolj realno oceno kot drugi. Ja.
Najlepša hvala, gospa Šmuc, uspešno delo še naprej. Profesor Papič, kakšno je pa vaše mnenje o vsem tem, kar se bodo pogovarjali tudi kasneje? Skratka, omenili ste že pač, da razmišljate konkretno na univerzi o tem, recimo, variabilnem delu. Kaj pa je z ocenjevanjem? Jaz se absolutno strinjam s to ugotovitvijo, da je najbrž ključni element je kompetentni vodja. In recimo, seveda, če gremo zdaj na variabilni del, pa se to izvaja v sistemu, kjer se ne meri ustrezno, ali pa se to meri po nekih drugih principih, kot je bilo prej omenjen, da je nekdo pač ljubljenček nekoga ali pa po neki drugi liniji privilegiran, je to izredno negativen signal. In vsaka uravnilovka je vedno udari po glavi najboljše. Ne vem, če se zavedamo tega, da vedno nagrajujemo z izenačevanjem najslabše in kaznujemo najboljše. In to je zelo težko spremeniti ta način razmišljanja. Še en čist konkreten primer, kaj pomeni oziroma nekdo, ki ni kompetenten, ki si ne zasluži, da vodi neko oddelek, neko skupino, ne glede je to v neki upravni enoti ali pa na univerzi. Kaj si mislite, če vidite želvo na drevesu? Bravo, želva. Ja, ampak najbrž vsi vemo, da ni sama gor prišla. Ampak ta možnost vendarle obstaja, ne? Ja. In kaj zdaj ta želva dela na drevesu? Če bo začela brcati, bo dol padla sama. Ali bo pa namer, pa jo bo tisto, ki je gor postavil, tu dol snel. Slej prej. Dobro. In tukaj je osnovni izvor vsega. Brez kompetentnih vodij na vseh nivojih, za pozitivno, če ne bomo delali po principu pozitivne selekcije, potem je vse ostalo čista utopija. Čista utopija. In vedno se odgovornost začne graditi gor na vrhu. Ne glede na, a imamo, ne vem, stimulativni, variabilni del, brez veze, če nimamo kompetentnih vodij. Še večje težave bojo. Če nimamo kompetentnih vodij, je boljš, da imamo uravnilovko, se vsaj kregali ne bojo med sabo. Ne, ne bi rekel, no. Drugač, jaz sem tudi nekaj časa v Nemčiji delal. Lejte, v Nemčiji princip ni tak, da vodja postaneš po naključju. Aha, zdaj šel pa eno penzijo, kaj bi pa zdaj? Ah, ti si fejst fanta, bi ti, ali pa gospa, kdorkoli. To se ne dela na ta način. V Nemčiji se pripravlja vodjo desetletja. In se, recimo, ko prideš v službo, te more tvoj vodja oceniti, kakšen si po svojih ambicijah, sposobnostih in tako dalje, in ti more karierno pot zastaviti v podjetju. In seveda, ko pride tvoj trenutek, si pripravljen, da prevzameš skupino ljudi, lahko to majhna skupina, velika skupina, ampak stvari se ne dogajajo po naključju. Predvsem pa po principu pozitivne selekcije. Najboljši morajo, najbolj kompetentni, najkompetentnejši morajo prevzemati te funkcije in potem je vse ostalo samoumevno. Od komunikacije, nagrajevanja in tako naprej. Če pa tega ni, ko je pa škoda časa glede vsega. Isto velja na univerzi. Popolnoma enak princip. Glede ocenjevanja, najbrž veste, nas študenti ocenjujejo. Imamo študentske ankete, seveda zdaj se borijo, a bojo javne ali ne bojo javne. To je del tega pristopa, ki sem ga prej omenil, kako se ocenjuje delo profesorjev. Jaz bi rekel, da je to samo ena komponenta. In pa, če že govorimo o merjenju ali pa ocenjevanju, vam povem, da smo imeli pristope z številkami, pa imaš od 0 do 5 ali od 1 do 5 ali pa do 10, kakorkoli. Potem smo pa uvedli anketo, kjer ti pa študent v parih stavkih par stvari napiše. In vam povem, tista številka je brez veze dostkrat, vsebinski opis vam pa poda take informacije, da se lahko vsak profesor zelo hitro zamisli, pa reče, a ja, tega pa nisem vedel. Videl je, da ocena ni najboljša, ampak če ti nekdo eksplicitno, opisno ne pove, kaj je ta problem, potem težko ukrepaš. Tako da jaz sem absolutno za to, da se izpostavljamo, da se ocenjujemo oziroma predvsem pa, da dajemo priložnost tistim, ki so sposobni, ki imajo željo, ki imajo voljo, ne pa, da pristopimo oziroma sprejmemo ta princip nekega političnega kadrovanja, kjer je pa javna uprava zelo, zelo pod pritiskom lahko,
Ne? In eno je seveda, da so nekompetentni ljudje, drugo je pa, da se določene politične volje izvajo preko javne uprave. In to je pa najbrž rezultat tega, kar imamo danes. Če odpravimo te zadeve in pa predvsem pozitivno selekcijo upeljemo pri kadrovanju, potem je vse ostalo odrečeno. Skratka, če povzamem, ne, kakor ste začeli in to, kar ste rekli na koncu, ne, opisna ocena, ampak ne na 200 straneh. Absolutno. Pa še ena pripomba v zvezi z nemškimi vodjami, ne, ker ste omenili vodje. Zdaj, včasih se jim seveda tudi ni posrečilo, ne, ko so izbirali svoje vodje, ampak to je že dosti nazaj, pa ne ravno pač v javni upravi. Prej smo govorili o čustveni inteligenci, pa še o čem ne obstaja, poznamo IQ, EQ, malo sem se prej šalil, pa sem rekel, za profesorje velja, da je vsota konstanta, ne. Drugače obstaja pa še nepar drugih inteligenc. Zagotovo. Skratka, najlepša hvala vsem udeležencem te okrogle mize. Mislim, da ste dali svojim razmišljanjem seveda kar precej dobrih iztočnic tudi za naslednje razprave. Rekli smo, da bomo učinkoviti in bomo končali ob času, tako da Anja, prepuščam ti mikrofon. Krasno, hvala Igor, hvala lepa vsem.